Srečanje vsakič poteka v družbi Gen Energija, ki je z lastništvom v Savskih elektrarnah, termoelektrarni Brestanica in nuklearki eden od stebrov slovenske energetike. Z letošnjim rezultatom poslovanja so zelo zadovoljni, je povedal poslovni direktor. Tako da beležimo nekje okoli 45 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Smo močno investicijsko vpeti, tudi v tem istem časovnem obdobju smo v investicije zagotavljanja zanesljivosti oskrbe oziroma novih kapacitet vložili 50 milijonov evrov. Pripravili so tudi podlage za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Do zdaj nobena vlada ni ne potrdila, ne zavrgla te opcije. Na vseh treh dimenzijah trajnostne energetike, to je tako na zanesljivosti oskrbe, potem v okoljskih ciljev, pa tudi pri konkurenčnosti bo potrebno si zadati ambiciozne cilje, ki jih danes ne zaznavamo v teh dokumentih, ki so bili postavljeni navzven. Med 15 in 20% celotne letne porabe elektrike prihaja iz uvoza. Potrebne so nove proizvodne zmogljivosti, dolgoročno brez uporabe fosilnih goriv, je dejal predsednik uprave GEN-I. V tej luči ni zanemarljiva samo oskrbnost skozi koncept trajnostnega energetskega kroga. To je v bistvu inštalacija, konkretno res eno manjše podjetje, eno manjšo proizvodnjo, ki lahko z uporabo sončne energije, zalogovnikov energije, električnih avtomobilov in pametnega krmiljenja praktično za večino svojih potreb poskrbi sama. Za preostale si pomaga z energijo iz omrežja. Ta zadeva je izjemno pomembna. Zakaj? Ker s tem demonstriramo, da so strahovi operaterjev omrežja, da bo z večjim deležem obnovljivih virov omrežja ogroženo, v resnici najmanj zelo pretirani, najverjetneje pa celo nepotrebni. Ob teh novih spoznanjih bo treba spremeniti tudi okoljsko zakonodajo, ki zdaj bolj zavira, kakor spodbuja samooskrbnost z električno energijo, je dodal Golob.